Ljudje in ljutomerčani, poslušate Obod, posebno epizodo, ki jo bomo oštevilčili naknadno, ko se jo odločimo objaviti. Zakaj je posebna? Tisti, ki nas tole poslušate z zamikom, snemamo jo namreč pred živim občinstvom na 17. Grossmanovem festivalu fantastičnega filma in vina v Lotmerku, ali kot mu pravimo knjižno Ljutomeru. Hvala organizatorjem za povabilo. To je podcast Obod, podcast, v katerem za vas gledamo, spremljamo, beremo, preizkušamo in poslušamo serije, filme, risanke, špile in knjige vseh žanrov od F do Z. Obod, Old Boysi in Ostroumna dama smo tako kot vedno Mito Gegić, Igor Harp in Sanja Struna. Hello. Sanja ima največ navijačev danes, kar se zdi kar prav. Sanja je sicer filmska kritičarka, specializirana za azijsko, predvsem pa južnokorejsko produkcijo in je bila zdaj danes že tretjič z nami. Ja, že tretjič, prosim, hvala. Ma še kar nekaj zaostanka za unimi najpogostejšimi gosti, ampak... Ne po svoji krivdi. Ja. Skratka, danes... 21. julija bomo torej tukaj v Lotmerku govorili predvsem o filmu Old Boy oziroma izvirno Olde Boy. Ne vem, če sem to prav. Old Boy. Hvala, še dobro, da imamo Sanjo danes. V slovenskem prevodu Stari iz 2003, ki si ga bomo po pogovoru tudi ogledali, pa tudi o drugih južnokorejskih grozljivih, srhljivih filmih, ki so bili uvrščeni v letošnjo retrospektivo južnokorejske grozljivke na Grossmanovem festivalu. Če katerega od omenjenih filmov še niste gledali, naj vas to nikar ne odvrne od nadaljnega poslušanja, ker govorimo o tekočih projekcijah, se bomo potrudili, da filmov ne kvarimo, temveč da vam jih toplo priporočimo v ogled, bodi si tukaj na Grossmanu v nadaljevanju sporeda, bodi si doma, če vas danes ali letos ni tukaj. Predvsem pa bomo poskušali uresničiti citat, s katerim so nas tako lepo opisali naš podcast v programskem besedilu, da bomo predebatirali filma za podcast značilen, temeljit, vendar nad vse zabaven način. Jaz nisem plačan za to. Sicer pa organizatorjem en popravek za naslednje leto. Mi smo kar malo razočarani, ker smo uvrščeni v spremljevalni namesto v vinski program. Dajmo to naslednje leto popraviti. Do takrat pa maestro udari eno stopnjujočo napetostjo. Skratka, za tiste, ki ne poznate našega podcasta in ste se pač danes naključno ustavili tukaj, ker vam zgledamo zanimivi, ostanite z nami, v resnici smo še bolj zanimivi, kot zgledamo. Najdete nas na platformi Apparatus, to je platforma slovenskih podcastov, sicer pa je mogoče naše podcaste najti v knjižnicah vseh ponudnikov aplikacij za poslušanje podcastov. Posebej pa danes opozarjamo na epizodo številka 31, ko smo prvič gostili Sanjo in že govorili o azijski in južnokorejski grozljivki ob drugi sezoni serije Terror, ter na 67. epizodo, ko smo govorili o južnokorejskih zombijih, o filmih Vlak za Busan 1 in 2, je pa to že naša 6. epizoda v živo. Skratka, to je zdaj bilo tisto, kar sem mogel povedati, kar sem bolj ali manj mogel brati, zdaj pa lahko začnemo malo bolj sproščeno. Pivo si bom dal malo bliže. Skratka, govorili bomo predvsem o filmu Old Boy iz leta 2003, nekako žanrsko umeščen. Old Boy ni toliko grozljivka, ampak ima pa nekaj grozljivih elementov, o čemer se bomo najbrž danes pogovarjali. Sicer pa je uvrščen v nekak neo-noir akcijsko srhljivko. Režiral je Park Chan-wook, znan po Žeji iz 2009, The Handmaiden iz 2016 in miniserije The Little Drummer Girl z Florence Pugh, za tiste, ki vam ta podatek kaj pove, iz 2018. Sicer pa posnet film po japonski mangi z istim naslovom, ki jo je napisal Garon Tsuchiya. Tsuchiya, hvala. Ilustriral Nobuaki Minegishi. The best. Ok, hvala. Okay. Gre za film nekakšne tematske trilogije maščevanja,
katere prvi film je Sympathy for Mr. Vengeance iz 2002 in sledi pa je Lady Vengeance z 2005. Skratka, Sanja, ti si pogledala vse 3 filme, če se prav spomnim. Jaz sem v bistvu naredila enkrat že maraton vseh teh 3 filmov v Londonu, pa uvedel jih je Park Chan-wook, tako da je bilo kar nice v bistvu. In je Oldboy najboljši od 3? Pa ja, ne vem. Aha, Mislim, meni osebno je tudi Lady Vengeance zelo, zelo všeč. Aha, okay. Tako da tam na istem mestu zame osebno. Ok, bomo še kaj o tem rekli. Tale film je med drugim dobil nagrado, veliko nagrado Grand Prix v Cannesu 2009. Igrajo Choi Min-sik, znan tudi po I Saw the Devil, še en super film, verjetno ga bomo omenili. Jo Ji-tai, znan po filmih Dito in Woman is the Future of Man, z 2004. In Kang Hye-jung, a sem to prav, ne vem karkoli, nič od tega nisem prav povedal. Znana je po filmih Rules of Dating in Welcome to Dongmak-goi. Tako, to je pa zdaj res zadnja stvar, ki sem jo prebral in ne bom se niti trudil. Skratka, jaz bi mogoče za začetek, da začnemo s tem, kaj je grozljivega v Oldboyu, ne da seveda govorimo kvarnike. Kaj se vam zdi, da je tistega, kar je, ne vem, grozljivega ali pa kar vas je prestrašilo ali pa vam zbudilo srh ali pa gnus ali kakoli? Ja, če bi jaz kar začel zdaj, omenil si, da ni prav grozljivka, so pa določeni grozljivi elementi in tudi določeni elementi grozljivke. Eden od ključnih stvari pri grozljivkah praviloma je, da mora biti ta pač zla sila mora biti nadnaravna ali pa mora biti videti nadnaravno. In tukaj, zdaj najbrž najprej več spojlam, če povemo, da je glavni junak v začetku nekaj časa ujet nekje. Ne? In to, kjer je ujet in kdor to povzroča, ima določene elemente nadnaravnega, ker je vedno pač toliko korakov pred njim, da vse določi. Ne? Na koncu dobiš eno, recimo, temu logično razlago za vse skupaj, ali pa pač realistično do neke mere, ne? Ampak vseeno je to zelo pomemben element, kaj dela tu grozljivo. To, da on nima nobenega nadzora, da je ujet v te cikle poigravanja tega gospodarja lutk, če referencam pesem, ki se je malo prej vrtela. Ja, to se mi zdi kar legitimno. Še kakšen uvid v to, kaj je to grozljivega v Oldboyu? Zadnjih 5 minut. Skratka, če vam razložim, kaj se zgodi v zadnjih 5 minut, ne bom. Ne. Ja, ok, zadnjih 5 minut. Ja, če rečemo, da v bistvu grozljivega je, da se dolžen lik, kot Oda Osej je, da se spridi v neko tako maščevalno silo, v nekaj zlobnega, v nekaj groznega, v nekaj nasilnega, to je meni kar horor. No? To je... Pa v bistvu v enem članku je bilo napisano, da horor tega filma je predvsem to, kaj ljudje drugemu delamo. Itak. Homo sapiensi smo top shit horor. Top shit horor. Ja, jaz mislim, da je tukaj pač, imaš seveda 2 plati, eno je nekaj malje gorja noter, skratka, par prizorov boste najbrž malo pomežikljeni, ko boste gledali, ampak predvsem jaz mislim, da je bolj horor zame je ta psihološki teror, ki je izveden na glavnem junaku. To se mi zdi, da je pač tist, ki je precej hujši od tega, a veš, dobro, nekdo te za 15 let zapre nekam v eno sobo. Spoiler. Ja, ampak vse to je v prvih nekaj minutah. Skratka, za 15 let te nekdo zapre v sobo, ok, se to še preživiš, ampak kako se igra s tabo, ne nazadnje na koncu je v to vprašanje, ki mu ga ta glavni zlobec nekje pove, ne smem tega, to bi pa bil preveč kvarnik. Skratka, ja, 15 let je zapre v sobo, ampak bolj je ta psihološki horor, kaj z njim delajo, zakaj, to, da on ne ve, zakaj je zaprt, to je zame pač najbolj neki grozljivi element tega filma. Ne? In ves film se pravi vrti okrog tega, ne, če zdaj povzamemo zgodbo, kolikor je lahko, smemo povzeti, ne da bi kvarili. Skratka, glavnega junaka nekdo za 15 let zapre in on ne ve zakaj. In zdaj, ko ga spustijo, ugotavlja zakaj. To je to. Bazično. Plus ena beseda, ki vam zdaj na nič pomenila, pa ful
Hobotenca. Ja, po tem filmu ste obvezno morate pogledati dokumentarc na Netflixu o Hobotenci, ker to je Pa če boste imeli cajt, če kakšne lignje, pa ja. Ja, nekaj v tem smislu. Kaj pa je tisto, kaj ta film izloča, recimo od južnokorejskih grozljiv, kaj je tisto, kar ta film dela toliko popularnega, da velja za klasiko, pobral je velike nagrade. Je to sem ta zgodbeni element ali ne vem, tudi vizualni element, kako se pač vam zdi? Vizualno bom v celoti pustila Mitotu. Ja, na korejskem nivoju je pač to Han. Pač Han je reka, ki gre čez Seul, Hangul je jezik, ki ga govorijo v Koreji in Han je globoko občutenje, ki nekako definira to, kaj je biti Korejc in biti korejski in je zelo težko opisati, ampak gre se za nek občutek, ki se mu mogoče Slovenci lahko malo tudi, ne vem, približamo, ampak ja, tako, nek občutek, da se ti je naredila krivica in malo trpiš in neko svetobolje je zdravo. Tako da same čudovite stvari, ne, ampak ful dober je v bistvu ta občutek prenešen na veliko platno v tem filmu. Aha, se pravi, ta film nekako povzame ta film. Ja, zelo. V bistvu to je eden od najboljših primerov tega Hana v filmskem svetu. In v bistvu, kot se izkaže, je ta Han mogoče tudi malo bolj univerzalen, pa ne govoril še kakšno občinstva izven Južne Koreje. Tako da, ja. Skratka, ni toliko neonoir kot norik noir, če razumem prav. Ja, ampak recimo najbolj široko gledan popularen korejski film je Parazit. Koliko je tale občutek prisoten pri obeh filmih oziroma koliko se razlikuje, ker vseeno pa gre za dobro desetletje razlike med tem, kdaj sta nastala? Jaz mislim, da se gre predvsem v tem, da je fokus tukaj res na enem človeku oziroma na odnosu med dvema človekoma. Zdaj moram ful paziti, kaj govorim. Ja. Hojoj. Ampak pri Parazitu se gre bolj očitno se gre za class system oziroma za pač družbene razrede kot pri Oldboyu, čeprav pri Oldboyu je konstantno prisotno tudi to. Pač absolutno je to v igri, absolutno je simbolika teh družbenih slojev prisotna, ampak pri Parazitu je to zelo tako na dlani. Ja. No, da, ampak občutek Hana pa mislim, da je v resnici tudi pri Parazitu kar močen. Tako da je definitivno naveza teh dveh filmov. Mito, vizualiziraj. V bistvu ta film, če bi vizualno povzel, je nekako meni osebno je v bistvu zelo velik konglomerat mišmaša različnih kinematografskih pristopov. Ne. Predvsem bi pa izpostavil dva. Eno je, da zelo trdno postavlja like preko manga ilustracije v center, ne vem, vedno ko obraz vidi že v centru, vedno je trpljenje, čustva, vedno so zelo v ospredju, kar je zelo pomembno za lik, pa za sočustvovanje, pa empatijo pri tem filmu, ki je zelo potisnjeno v ospredje. Po drugi strani pa non-stop išče neko distanco pa dinamiko. Ne. Tako da, če čisti slikarskega, to je moj foh, vržem noter, ne, torej imaš mrežo, potem pa postavljaš paralele noter, pa diagonale, pa perspektive. Že v vizualni ravni ta film išče konflikt, ne, med dvema različnima zadevama, med dvema protagonistoma, med dvema maščevanjama. To ni preveč spoiler, ne? Upam, da ne. Skratka, ta film na čisto vizualni ravni išče konflikt. Tudi barve, če si pozoren na njih, ne? Ali pa da greš potem že skoraj da amelijevsko, živnejevsko v hiperrealizem, ne? Naprimer oni ščurki pa mravlje in tako naprej. Ta film ima obilje nekih prijemov pa orodij, ki se jih poslužuje. Je lepa šola filma 90-ih, ki mislim, da je skoncentrirana v 2 uri in
če boste tle ostali pa potem gledali ta film prvič ali pa tretjič, vedno najdeš nekaj novega, vedno najdeš novega učitelja ali pa nov nadih. Včeraj sem ga nazadnje gledal in sem prvič videl Guy Ritchija, naprimer, noter. Pa sem videl tudi malo Fincherja noter, pa sem videl Juneja noter, pa sem videl različne zadeve in ta film je res, res lepa šola, kaj korejski film zna pa zmore. No. To je res, jaz mislim, da to je ena od velikih odlik tega filma. Ja, definitivno. Marsikaj se mi zdi, da je to tako, ena taka posebna estetika je, mislim, vse, kar si naštel, se absolutno strinjam, pol itak ne vem, o čem govoriš, ampak Okay. načeloma mislim, recimo, jaz sem tudi videl dosta, recimo, Matrice noter, ki je približno dvojka je nekje v tem času, ne? Matrice v tem smislu, da pa se dogaja tudi v nekih produciranih velikih stavbah, hotelih, noter, kjer je treba pač priti mimo nekih bad guyov do velikega bad guya, recimo to. Veliko je tudi, kar je ta film, če ga gledate prvič, je pač zelo znan po tem prizoru hodniškega pretepa. Ne? To je nekaj, kar je potem Netflix v Marvelovih serijah na Netflixu dobesedno pač mal naredil omaž, mal ukradil, mal seveda tudi dvignil še na en drug nivo ali pa na drug level. Ampak to je recimo ena najbolj znanih teh prizorov. Sanja, ti si nekaj noter zapisala, koliko je to trajalo, da so to posneli? Ja, to je v bistvu, ta cela sekvenca je bila posneta v 17 tekih. 3 dni je trajal, ker je pač en sam dolg posnetek, ki se v bistvu premika kot ena videoigrca. In edini CGI v tem celem prizoru je, to je spoiler, je pač nož, ki ga ima v tistem trenutku Čeminšik v hrbtu. Tako da to je bil edini CGI, vse ostalo je bilo pač spiljeno, preposneto, da so pač dobili ta en perfekten shot. Tako da, ja. Veš, kaj meni najbolj všeč pri tej sceni? Kladivo. Ampak ne zgolj zato, ker je pač neko orodje ali pa orožje napram vseh onih palc, pa pešic, pa tako naprej, ampak ker je simbol delavstva, veš. Je zopet ta level bogatuna, ki se bori za svojim kapitalom napram njega, medtem ko se delavc bori za svojim osnovnim orodjem, ne, napram te prisile. Ne. To mi je tako zelo. Sem pri tem premlad druge delavce. Ja, jebeš, ne, veš, kao, to je prekerstvo, veš. Ja. Ja, še dolgo ne imel še srpa zraven, no. To se mi bi zdelo res overkill. No, poleg tega drugi delavci so vmes jasno prikažejo, kaj vse so pripravljeni žrtvovati za kapital in za to, da zlezejo gor po družbeni lestvici, tako da si zaslužijo. Mislim, meni je tale čist iz enega filmskega vidika je tole en bolj perfektnih onerjev, kot se temu reče, ki gre sem pa tja, kamera res je mojstersko posneto in mislim inspiracija za Marvel, kot si rekel, pa tudi za en kup drugih fightov, ki smo jih kasneje videli od Johna Wicka, ki je bistveno kasneje in ful bolj sproduciran, do pač še enega kupa. Ne? Kladivo pa je še en drug razlog, poleg tega simbolizma, ki se ga omenil, in sicer v Koreji ni streljno orožje prosto dostopno. Ima ga vojska, ljudje ga pa nimajo. Ne? In zato so njihovi filmi ful bolj nasilni na en tak surov način, ker orodja, ki jih tam zločinci uporabljajo, niso ampak so kladiva, so srpi in pač tak dalje. In tudi pogosto se bo zgodilo, da potem, če je kakšno tako orožje uporabljeno, ga zablurajo. Dejansko je cenzurirano na velikem zaslonu, tudi če greš v kino, ki gleda. Ja. Tako da v bistvu kladiva pač najbrž niso, ali kaj. Ja, tako. Ja, zgleda, da je zgledalo dovolj benigno, pa tudi v resnici imajo tako mehno kladivo, ni zdaj neko zares neke kole točno. Ja, ni macola. Ampak je bolj za tako, da kakšno sliko od Mitota obesiš, ki je v stanovanju. Mesko točeš še mojo sliko. Ja, tako nekako. Ja, ta scena, jaz sem hotel to reči, pač ta scena je res tako zapomljiva, lepa, pa če boste prvič gledali, gotovo je to nekaj, kar si boste
zelo, zelo zapomnili. Je pa tudi tako, nedavno tega smo delali epizodo o Norem Samuraju Musashiju, ne? Kar je meni ta scena, zakaj mi je ta scena všeč, je to, ker vidiš utrujenost junaka. Ne? Tukaj recimo, kljub temu, da Igor je prej omenjal, da ta nevidni nasprotnik, ki ga zapre za 15 let, je seveda deluje nadnaravno mal, ampak mal nadnaravno deluje več čas tudi njegovo maščevalna sla, ko on pride ven iz tega zapora. In tukaj noter prvič vidimo, da je on v resnici tudi človek, ki pač utrudi se, na pol strani že točejo neki čist mimo, ful mi je dober, ker je tam on tak mal bolj širok tip, ki se ga več čas izogiba, cel fajt tako se skriva za drugimi, poriva druge naprej, na koncu pa tako se umika, pa ga on pride, pa ga še mal premlati, pa tako. In to se mi je zdelo pač tako precej realističen ta prizor, no? Za razliko od nekih teh bojev, ki smo jih vajeni iz Hollywooda, pač overproduciranih in tako. To se mi zdi precej azijski pristop do tega, ne? Zdaj, če greš nazaj v Hong Kong 70-ih, ne? Pa kako oni pristopijo do samega nasilja ali pa koreografije, pa baleta, ne? Da se tako reči izrazim, je v bistvu ta Warner ali pa pristop do fizikalnosti kao dosti bolj celovit, dosti bolj taktilen, haptičen. Ne? Medtem ko Amerika rada zelo hitro reže, zato da se ne poškoduje lepih obrazov njihovih lepih igralcev z lepim zobovjem in z lepimi zavarovalnimi policami in tako naprej. To je ravno bilo, ko so nekateri te hongkonški igralci prišli v Hollywood, sploh Jackie Chan. Jackie Chan so dejansko ga morali upočasniti, ker je bil prehiter za to, da bi na filmu bi izgledal nerealistično na tak način, kot Američani snemajo. Ne? In so morali dejansko film počasneje predvajati v montaži, da je izgledalo za njih normalno. Ne? No, to je kar kompliment, da v bistvu kapitalo počasniš za to, da je bilo realistično. Ampak, ja. Še eno vprašanje imam glede tega fajta. Zdaj, obstaja tudi remake tega filma. Jaz ga nisem nikoli gledal, ker pač ima res obupne ocene, kljub temu, da ga je posnel en enih ljubših režiserjev, Spike Lee. In tam so se odločili nadgraditi fajt v 2 nadstropji. In to je v bistvu edina stvar, ki me zanima. A je kdo vas gledal to in kako to izpade, da je v 2 nadstropjih, a je vredno sploh ogleda filma, ker pač ne vem, če bi se spravil. Mislim, da je Sanja edina, ki je gledala. Jaz sem ga gledal nekaj let nazaj, ampak očitno točno po tej sceni s hodnika, ker nisem te se ne spomnim. Sanja skratka primerjava južnokorejska, hollywoodska različica oziroma remake. Ne ga gledati. Ne, v resnici je sam full beden. Pač vse spoštovanje Spike Leeju, ki je naredil res par konkretno dobrih filmov, in Joshu Brolinu, ki je bil v Gunjih. Ampak jaz res, ta film je sam nič novega ne prenese. Tisti twist, ki je sicer narejen na še mal bolj pretegnen način. Pač ta fight je dejansko mal preveč glumazen, bi jaz celo rekla. In mal manj pač realističen in čist bolj hollywoodski. Tako da film v bistvu v procesu nič novega ne prenese, izgubi pa vse, kar je v resnici dobrega. Tako da jaz sem bila absolutno nepresenečeno razočarana. Tako da, ja. Ja, skratka, če boste danes gledali tole, jaz nekako, vsaj za kakšnih 5 let ali pa 6 let, vam bo vzelo voljo, da bi še ga enkrat pogledali, pa tudi ameriškega pol si ne boste želeli po mojem gledati. Nekdo je v naš scenarij, mislim, da je bil to Mito ali Igor. Mito, ti si bil. Mito kar ve, kaj hočem povedati, to je zelo lepo. Skratka, nekdo je v scenarij napisal korejska melodrama What Up With That. What Up With That. Zraven Oldboya, pa ki so grozljivke, je tudi ten film bil tle predvajan, že bil gostitelj. Jutri, ok. Jutri. Zdaj pa v obeh filmih najdem neke vzporednice prav dotično okrog te melodrame, ker mislim, Korejci imajo en poseben, mislim, da dostop ali pa občutek za to. Ne? Ja. Zdaj, ker konci so takšni, kot so, ali dvoumni, ali pa malo tragokomični, kakorkoli boš to vzel, ampak v samih scenah, v samih filmih, ne, v bistvu muzika, glasba je vse zelo vznešena, vse je zelo melodramatično, vse je nekako vzvišeno, malo patetično že skoraj, da, pa me zanima, what up with that, ne vem,
To si ti bolj ekspert, to je prav iskreno me zanima. Pač za Korejce film ni dober, če ti zdraven duša ne krvavi, a ne? Okay. Pač, ne, ampak v resnici je tako, da tudi, ko gremo nazaj v zgodovino, njihovo pripovedništvo, njihove ljudske pravljice so take, da so izredno doživete, da morajo biti ti momenti melodrame, da morajo biti ti konflikti notranji, zunanji, da ti v resnici tudi te zgodbe ne dajo nujno neke razrešitve, tako da se to samo v bistvu prevaja na film in dobiva še druge oblike. Ampak tudi zaradi tega pač so toliko posebni, ne, ker te skoraj malo prisilijo, da ful čutaš stvari. Ja, ker mislim, da tudi uporabljajo ene prav, mogoče že malo mestoma, malo over the top prijeme, ne, ker rečemo ene par scen v Oldboyu, kot jih boste videli, ne, so zelo nazorno prikazane, ampak dodajo še na to dosti več mesa in glasbeno in kadrirano in kako pač, da pač še bolj poudarjajo to, kar se mogoče za evropsko čutilo zdi mogoče malo preveč začinjeno, da se tako izrazim. Mislim, recimo, ko nekaj časa že gledaš te azijske filme in korejske filme, začneš to pogrešati pri zahodnih filmih skoraj. Okay. Dejansko je tudi gre v obratno smer. Ampak to je to, kar sem prej govorila. To je ta Han, ki pač mora biti prisoten. To je osnovno merilo pripovedništva, I guess. In pač na tem se vse gradi. Mogoče tudi kaj veze z tem, ker oni vem, da imajo ful jih rajcajo, da se tako izrazim, kao njihove soap opere, oni imajo kar industrijo tega. O ja. Ja, ne? Ja, zabavne stvari. A je to kaj vzajemno? Absolutno. Ja, mislim, če vem, drugače, kdaj dolg čas, sem se zavedete, da to je zajčja luknja. Pač res. Si pogledajte, kakšno kaj dramo. So zelo zabavne in over the top ampak tako istočasno en del možganov ful sprostijo. Tako da. Okay. Ja, ampak je pa definitivno nevezano, ker pač ta Han je prisoten v vseh oblikah umetnosti, tudi če recimo lahko rečemo soap opera umetnost, no. Ja, po svoje je. Po svoje je. Itak, da je. Ja, tako. Evo, to. Tako. Cool. Če je mitotovo slikanje umetnosti, je vse umetnost. To je kar neko bešanje, sred Lotmerka. Sorry, to je. Preveč si mi nastavil, nisem mogel ne tega izrabiti. Skratka, enkrat si omenila Sanja vmes eno tako zanimivo, ne vem, a je to ideja, a je to tema. Rekla si prej, ko smo bili na pijači, skratka, da če bi gledali vso korejsko filmsko produkcijo, je pravzaprav vse nek žanr. Skratka, korejska filmska produkcija je tudi to, kar k nam prihaja večinoma, ne? Recimo tudi Parazit, ki je dobil Oskarja za najfilm. Ampak težko temu rečeš, da je tipičen oskarjevski film v tem pomenu, a ne, če mi rečemo, si pogledamo zgodovino filmov, ki so dobili Oskarja, bo vedno tako, da bo žanrski elementi mogoče malo umaknjeni, da bo pač v ospredju ta neka drama, odnosi, resničnost, kvazi v navednicah. Nikoli pa ne bo, ne vem, zelo redko, razen ko Gospodar prstenov pobere Oskarje, pa bo neki recimo tudi elementi žanra, ne? Ker v Parazitu imamo grozljivko, imamo spet thriller, imamo invasion movie, imamo marsikaj. Ne? Je to skratka, je to mogoče zaradi zahodnega pogleda na južnokorejsko produkcijo, se pravi, da mi od njih poberemo res sam tisto, kar je žanrsko, ali je pa to vendarle pri njih, da nek drug pojmovanje filma, v katerem pač se žanri lahko prosto mešajo in ni neke panike, da bi film ne bil dober, zato ker ima neke žanrske elemente. Jaz mislim, da tukaj gremo pa dejansko nazaj v pripovedništvo in celo mogoče izven Koreje, tudi malo, ne vem, v mange in potem posledično korejske manhve, kjer, ja, mislim, zakaj bi pa morala biti stvar samo ena stvar. Zakaj bi pa moral biti tudi konec koncev žanr, samo en žanr, a ne? Pač gre se za to, da dodajaš več aspektov, tudi na ta način nagovarjaš večje občinstvo mogoče in meni je v bistvu to najbolj všeč pri korejskih filmih, da nikoli niso ena sama stvar. In da je v bistvu to, kar spoštovano konec koncev. Vsaj pri njih. Ja, super, ne? To sem hotel nekako slišati, ja. Ja, zdi se mi, da je tudi, koliko je v Oldboyu, koliko je v resnici v vseh filmih,
ki so vrščeni na letošnji program pač južnokorejske grozljivke. V resnici nobeden od njih ni čista grozljivka v tem pomenu, da je sam grozljivka in da nima elementov nekega drugega žanra. Ali se sam meni to zdi? Ne, v bistvu je bilo zelo težko, mislim, rekla smo temu retrospektiva južnokorejske grozljivke, ampak v resnici je zelo težko nabrati 5 filmov, ki bi bili samo grozljivke in korejski filmi, ker enostavno so mešance. A ne? Mogoče meni osebno bi rekla, da je The Wailing po svoje, pa The Tale of Two Sisters sta po svoje še najbolj, ampak tudi The Tale of Two Sisters je v resnici družinska melodrama in pač The Wailing je malo družinske melodrame in nekako, ne vem, The Witch, čarovnica, prevrat je en tak anti-superherojski teen movie in jutro kaj the fuck sploh je host. Tako da, a ne? Amerika bashing, veš, to je žanr. To pa absolutno je žanr. Tako da, Agent Yellow? Orange, ali pa Yellow. Eden je dejansko obstajal, ta drugi je pa referenca v filmu. No, tako da, tako, absolutno USA bashing, to je bilo to. Ampak ja, pač ti grozljivi elementi so pa pri njih res tok del samega ljudskega pripovedništva, da so že kar, ne vem, mora biti malo prisotni. Vsaj en duh nekje mora se skrivati v omari. Tako da, če pa ne v omari, pa v vodi. Tisti so najbolj nasty, by the way. Res je, in absolutno mora to biti ženska z dolgimi lasmi in v spalni srajci, to smo se že enkrat. Mene res zanimajo njihove reklame za lesnino ali pa tega, to mora biti weird. Igor? Ja, meni to, kar si omenjala, Sanja, glede teh stalnic južnokorejskih grozljivk. Chan Park-wook, ki je posnel Oldboya, je posnel tudi 2 zadevi kasneje, ki sta, recimo temu zahodni, posnel je Handmaiden, ki temelji na angleškem romanu in posnel je Malo bobnarko, ki temelji na, ki je angleška produkcija in temelji na romanu Johna le Carreja. In se mi zdi zanimivo, da Handmaiden ima vizualno povsem južnokorejsko podobo in se tudi dogajanje predstavljeno na Korejo. Medtem ko Drummer Girl pa ne deluje toliko Chan Park-wook, vsaj meni ne. Deluje zelo, dosti bolj evropska produkcija. No? Jaz mislim, da malo preveč časa Park Chan-wook preživlja v Londonu. Ampak v resnici, jaz sem gledala samo 2 epizode, tako da ne vem, če lahko čisto sodam, bi se pa absolutno strinjala, da je po mojem vpliv glih tega, kar to je BBC. In pač BBC, v bistvu edina stvar, ki je bila južnokorejska pri tej produkciji, je bil Park Chan-wook. Nobena plat zgodbe, nobena plat in česa drugega, tako da tukaj je pač sam pokazal, da je zelo sposoben režiser, tudi kadar mu daš en čist drug material, ampak ni pa, ja, vizualno pa tako se pa tudi mislim, da ni trudu, da bi to zdaj prevajal v neko južnokorejsko stvar. On je k temu po mojem pristopu kot k zahodnjaški zadevi. Aha, ker Handmaiden je pa povsem druga. Absolutno. Je pa čist preneseno tja in imaš tudi veliko elementov iz Oldboya, recimo potem tukaj not ponovno uporabljenih teh družbenih in podobno, ker v Drummer Girl... Pa hobotnica. Ja. Ker v Drummer Girl je pač zgolj vohunska štorija. Ja, mislim, gre se tudi za mogoče čist drugo pripovedništvo, ker njega je v bistvu Handmaiden pritegnila, glede zaradi tega, ker je mogoče spet noter malo tega maščevanja na en drugačen način. Mislim, da Drummer Girl ni to tok ključen element, saj ne kot tisto, kar sem jaz videla. Ampak vizualno se mi zdi, da pa v bistvu sam se pokaže, koliko je zrastel in dodelal stvari. Pa tudi tam je v bistvu malo podtikal elemente japonske okupacije itd. In je bila spet tudi v bistvu neka kritika tega sistema. Pa... Ja, to pa je druga stvar, ki me je zanimala. V bistvu dostkrat tudi v filmu Ječanje in v Handmaiden Japonci evil. To je nekaj, mislim, Japonci
so okupirali Korejo med drugo svetovno vojno, grozljive stvari tam počeli. Ampak to je element, ki se pogosto pojavlja. Japonec je zloben, tako kot so Angleži zlobni v ameriških filmih, oziroma ljudje z britanskim naglasom. Ni nujno Angleži. Ja. Mislim, definitivno je tle neka ksenofobna stvar, čeprav režiser je ustrajal pri tem, da pri Wailingu oziroma pri ječanju se je šlo za to, da je hotel sam jezikovno prepreko. Se pravi, hotel je nekoga, ki je tujec, in ne bo govoril istega jezika, ker potem tu pač doda nek nov nivo groze. Ampak ni pa naključje, po moje, da je bil pač to Japonec, ampak vse Japonci so zli, a niso. Ja, ne, v bistvu v resnici je to pač trenutno politično zelo zakomplicirana situacija, ampak ni naključje, da je bil to Japonc, po moje. Ja. Ja, absolutno. Jaz mislim, da bi lahko bil tudi Štajerc, ampak mogoče to pustimo za kakšno drugo epizodo. Nekako 15 minut recimo še imamo do začetka filma. Jaz bi na tej točki predlagal, da nehamo kvariti Oldboya, ker je tak v njem bolj ali manj težko povemo karkoli preveč, ker pač, če boste ga pogledali, vam res ne bi radi pokvarili. In gremo seveda še na druge naše predloge, kaj je še za pogledati grozljivega, srhljivega z Južne Koreje. Igor, tebi bi dal besedo, ampak ti si edini, ki nisi nič napisal. Skratka, kaj bi ti predlagal občinstvu, da naj še pogledajo, ko bodo zdaj danes pogledali Oldboya, kaj je tisto, kar je še tebe navdušilo iz Južne Koreje? Ja, mislim, da Handmaiden je vsekakor en boljših filmov. Zelo je kompleksen, vizualno je, tak bi rekel, vsi južnokorejski filmi, ki sem jih videl, imajo ene vizualne elemente, ki so drugačni. Tam pa je vse potencirano na N in je res čudovito posnet in super zgodba. In sploh mi je bilo zanimivo, kako zgodbo, ki je v osnovi narejena na Anglijo, prenese na Južno Korejo in doda še japonsko okupacijo not in en kup teh stvari in veliko seksa. To je vedno plus. Tako da... Britancem je vedno treba dodati nekaj seksa, ker drugače to še kar dolgočasno. Samo da skočim hitro vmes, sem se vrnil z dopustek iz Islandije, v Reykjaviku, tam na British pubu piše gor Guinness. Helping the British have sex since blah. Se mi je zdela, Britanci nucajo. Ja, medtem pa od filmov, ki so na tem festivalu, pa bi rekel, da mi je gostitelj kar najboljši, predvsem zaradi političnega sporočila. Menim sicer, da Bong, ki je film režiral, je v ostalih filmih še bolj političen, ampak to je pa en tak lep žanrski film, creature feature, deloma je grozljiv, ampak ni prav zares grozljiv, ker je pač bolj, kako se bodo ti ljudje rešili in ti ljudje so tudi zabavni. Mislim, to, da je glavni junak tako nesposoben prvi del filma, je prav prikupno in to je zanimivo, to sem dostikrat opazil v korejskih filmih. Glavni junak na začetku je malo burlesken element. Ja, razen če gledaš Adžušija. Razen pri njemu, seveda. Mimogrede predlog za film Man from Nowhere, to je tako moj najljubši, po moje celo, korejski film, zelo kvalitetna akcijska zadeva. Ampak se absolutno strinjam, glih ta človeškost je mogoče tudi tako zelo skupna tem korejskim filmom, pa recimo čustvenost moških likov, ki jih mogoče kje drugje ne bi bilo toliko videti. Meni je všeč, da imajo junaki tudi kakšne napake, včasih več kot včasih manj. Oldboy. Ampak ja, tako, absolutno pomemben element. To. Jaz bom na koncu povedala drugače, tako da. Ja, Mito, ti si izbral gostitelja. Ja, isto, ampak vse podpišem, kaj je Igor rekel, zgolj dodal bi še to, da meni je pa predvsem všeč ta kontrast med humorjem pa to grozo. To je nekaj, tako si že rekel, burleska, ampak je, mislim, da za ta film že skoraj da nuja, ne, da
kontrastiraš to težko simboliziranje njihove zgodovine, ki je nekako kompozitirana v 2 uri, ne? Torej ameriški odnos do Južnokorejcev, pa do vsega tega zgodovinskega šita, ki so še šli, pol imaš pa družinsko dramo vmes. In naprimer, jaz se ne morem pomagati, da se ne smejim žalovanja ob oni fotografiji mlade, ko jo pogrešajo, ne? Na začetku filma, nočem preveč spoilati, ampak that shit is funny as hell. No, mislim, ne vem, kako to drugače rečem. In to je namenoma narejeno. In se mi zdi, da je nekaj zelo finega, nekaj zelo natančno narejenega in mestoma tudi uspešno, konceptualno zasnovano, kar je zelo specifično, mislim, da za Korejo. Ne. To mislim, da je res taki bombonček. Moj najljubši korejski film je pa, upam, da bom zdaj prav rekel, Pomlad, poletje, jesen, zima, pomlad. Žal mi je režiser ušel, ker sem slab z imeni. Kim Ki-duk. Thanks. Ampak to je meni najlepši, ker je vizualno perfekt. Čist perfekt. Nimaš kaj dodati ali odzeti to. Mislim, jaz absolutno, to je bila glih tema, o kateri smo se nekaj tudi že danes pa včeraj pogovarjali. To je ena ultimativnih mojstrovin filma na splošno. Ampak disclaimer za tiste, ki mogoče niso tega zasledili v svetovnih medijih. Kim Ki-duk je lani umrl, ampak predtem je imel ogromen škandal in zaradi tega je trenutno na mal hit listi oziroma black listi kot ustvarjalec. Pač mi to pa te stvari. Tako da, nažalost, potem to vrže senco tudi na vse, kar je ustvaril. Je pa dejstvo, da to je eden njegovih bolj zgodnjih filmov in v bistvu v totalnem kontrastu z ostalimi njegovimi filmi, ki so praviloma zelo sadistični. Mislim, da to bi bilo še najbolj opisano. Ampak ta film je pa tako res o lifeu. Life je. Tako da ne glede na vse bi se ga mogoče bilo dobro tudi pogledati. Ne bom rekla, da ga ne priporočam. No. Ne, gotovo, gledaj, žal bo nam kmalu zmanjkalo moških ustvarjalcev zaradi kakšnih njihovih prekrškov zgleda. Jaz sem drugače 2-3 dni nazaj pogledal Ječanje, ki je bilo na sporedu včeraj, skratka, nič vam ne kvarim, če ste ga včeraj pogledali, ampak pač meni tukaj to, kar je Mito recimo omenil, ali pa že Igor, pač ta neka igra med komedijo in grozo in resnostjo in kako se ta resnost stopnjuje, to mi je bilo zelo všeč, ker na začetku imaš tle v Ječanju 2 popolnoma nesposobna policaja, ki sta lena, ki ju šef skozi zamuja v službo, s tem sem se zelo poistovetil. In skratka, vsak trenutek izkoristita za lenobo in tako naprej, ampak potem to se stopnjuje, skratka, ona dva prvič ugotovita, da ta nek čuden lik Japonec zna biti, da je nekaj z njim narobe, oziroma da je on tisti, ki je prinesel zlo in potem to raziskujeta in na koncu je pač en tak zelo tragičen, zelo grozljiv, hkrati pa zelo kompleksen konec. Jaz sem si pogledal potem, kar zelo redko naredim, jaz nisem eden od unih ljudi, ki rabijo razlago konca, to pač absolutno mi je najbolj neumno, so mi YouTube videoti, ki ti razlagajo konec, ne vem, Črne vdove ali pa katerega koli Marvelovega filma, ker če si misliš, če to ne razumeš, kako si zaslužil tistih 5 € za vstopnico, res. The anger is real. Ja, skratka, ampak tle sem pogledal ene 3 videe in v vsakem mi je tip povedal drugačno štorijo, kaj je konec tega filma. Tako da na koncu si itak narediš svojo interpretacijo, ampak se mi zdi, da to, kar mi je bilo pa res všeč pri tem filmu, je predolg, je malo razvlečen, ampak ta kompleksnost te neke grozljive situacije, ne, kjer nimaš samo ubijalskega duha ali pa neki zlo, ki pride v vas, ampak je stvar precej kompleksna z nekimi protagonisti, antagonisti, z ljudmi, ki ne veš, kam pašejo. To je tisto, kar se mi je zelo dopadlo. No? Ker malo res presega, ker v grozljivki je zelo pogosto to dobro proti zlu. In to je to. To je grozljivka. Ne? Ampak tukaj noter pa mislim, da je bilo toliko nekih odtenkov sive, ne 50, ampak toliko nekih odtenkov sive, da je bilo pač skratka zelo kompleksno in zelo zanimivo. Skratka, jaz vam priporočam, če niste včeraj tukaj gledali Ječanja, pač pejte domov, najdite ga na spletu in si pač potegnite dol in pogledajte tole. No? Sanja, kaj pa nam ti priporočaš? Vseh 5.
Mislim, jaz ne moram zdaj izbirati enega filma ali pa dveh filmov pač iz programa. Rekla bi sam, da slučajno, če vam je pač zgodba o dveh sestrah ušla, to je klasika, ki je v bistvu postavila južnokorejske grozljivke oziroma grozljive filme na zemljevid sveta, ne? Tako da to se ful splača pogledati. Tudi elemente tega filma so potem veselo kopirali dalje. Bil je narejen remake, ki je še slabši od Oldboya. Res tako, zasluži si ogled. Wailing itak je čudovito grozljiv. Stari danes vas bo mogoče malo uničil, ampak bo vredno, ali kaj. Tako da upam, da vam bo fino. Host je tako sam tok pretegnan, pa tok dober. Mislim, ni najboljši film, ki ga je Bong naredil, po moje, je pa mogoče, ne vem, glih tok je out there, da je tudi totalno, film, ki smo ga rabili. To je film, ki ste ga rabili, pa niste vedeli, da ga rabite. No? In potem zadnji film v tem izboru je pa Čarovnica. Je pa osebno tudi zato, ker je, to sem že nekaj včeraj omenila tukaj, v bistvu tip, ki ga je naredil, je bil zdraven per I Saw the Devil kot scenarist in je po moje naslednje ime, ker to so pač generacije teh ostalih 4 filmov so že od začetka vzpona korejskega filma in korejskega novega vala aktivne in delajo čudovite filme, ampak kaj bo pa čez 30 let, no ta tip bi znal biti čez 30 let. In ta film je tako, mogoče ne toliko spet grozljivka, čeprav tudi mal je, ampak je pa absolutno gledljiv, tako super je gledljiv, tako da dejte si ga pogledati, ne ga zamuditi. Ta je na sporedu kdaj? Mislim, da v soboto. Soboto? Ja, v soboto. Skratka, ostanite tukaj, ostanite na Grossmanovem festivalu, seveda pogledajte vse ostale filme, ki jih Grossmanov festival ponuja. Mi smo vam predlagali predvsem južnokorejske grozljivke, ker je to nekak tema današnje epizode. Je kdo še hotel pospremiti gledanje Oldboya s kakšnim nasvetom ali dvema? Igor maha tamle z rokami. Igor. Obstajata 2 filma, ki sem jih jaz enkrat pogledal in sem se odločil, ok, ta film mi je naredil čustveno damage in ga ne želim več gledati. Eden je Oldboy, drugi je Idioti od von Trierja in Oldboya sem za ta podcast še enkrat pogledal, tako da hvala. Ni se kaj, skratka, naslednjo epizodo imamo o Idiotih od Trierja. Ni to ti, kakšen svet občinstvo? Ja, danes pogrešam sicer Star Trek kotiček, kot ga imamo ponavadi, ampak ne bom zdaj folk otežil tlele, bom pa samo to še rekel. Klingonski pregovor je, ne, maščevanje se servira kot jed z živim bitjem. Evo to. Ja, dober tek. Tudi sem tistim, ki boste šli jest po tem filmu. Jaz upam, da ste večerjali, no se ura je 9. Ne boste šli jest po tem filmu, to absolutno vam zagotavljam. Čeprav ne boste, ker nekaj se pripravlja, Sanja. Ma ja, mislim, če bi kdo rad probal sođu, naj ostanem po filmu okrog. Tako. Drugač pa absolutno sam... ne bom rekel, da uživate, ker to bi bilo ful čudno. Naj bo izkušnja edinstvena. Vredna je, tako, evo. Ja. In če boste kdaj gostovali v kakšnem podcastu, ga boste pogledali še enkrat. Ljudje in ljudine, to je bila že naša 6. epizoda posneta v živo. Poslušali ste podcast, ki se oglaša na ime Obod, podcast za serije filme, risanke, špile in knjige vseh žanrov od F do Z, ki ga gosti mreža Aparatus. Z vami smo bili Sanja, ne ga gledat, Struna, Mito, to ni preveč spoiler, ne? Gegič, Igor, si zaslužijo Harp in Aljoša, to sem nekako hotel slišati, Harlamo. Tole epizodo smo torej posneli v živo na 17. Grossmanovem festivalu fantastičnega filma in vina sredi Ljotmerka pred živim občinstvom, ki med snemanjem ni bilo resneje poškodovano, zlasti pa si nihče ni poškodoval zgornjih okočnin, zato prosim sijajno občinstvo za aplavz.
Hvala vsem, da ste danes prišli. Hvala seveda tudi vsem, ki ste tole poslušali po objavi na Aparatusu. Če vam je bilo všeč, kar ste slišali, videli, delite, všečkajte naš podcast, naročite se nam preko vaše najljubše aplikacije oziroma ponudnika podcastov, dajte nam kakšno oceno na Apple Podcasts, spremljajte platformo Aparatus z odličnim izborom podcastov za vsakega in dragi moški, ta je namenjena samo vas. Če tudi vas je nekdo dal za 15 let zapreti zaradi precej nedolžnega prekrška, si boste konec koncev gledano nazaj tudi malo zaslužili, če boste bolj ali manj vaša edina reč, ki jo boste naredili na prostosti, da boste spali s 3-krat mlajšo žensko. Na Twitterju nas najdete kot @podcastobot, na Facebooku in Instagramu kot podcast @KMobot. Tja delimo rajcere, prikolce, novice sveta žanra, druge zanimivosti in tja lahko usmerite vse vprašanja, pripombe, komentarje, klice po maščevanju, predloge, kaj bi za vas pogledali naslednjič. Tole je bila že naša 6. epizoda posneta v živo. Poleti imamo v načrtu še 2 speciala, 99. in 100. epizodo. Kot trenutno kaže, bo 99. posvečena bodisi Črni vdovi, bodisi Odredu odpisanih, 100. pa, kot redni poslušalci že dobro veste, seriji Star Trek The Next Generation. Sicer pa se znova poslušamo enkrat sredi septembra, ko štartamo novo, že 4. sezono podcasta, ko bomo, upamo, posneli še kakšno epizodo v živo. Tole nam je bilo namreč zelo fajn. Do takrat pa le ostanite zdravi, imejte čudovito poletje, še naprej pogledajte kak dober film in pijte dovolj tekočine, tudi kozarec dobrega vina seveda šteje. To je bil podcast Obot, podcast, ki je tako kot dobro vino. Vedno ga je dovolj, šele, ko ga je malo preveč.